Dober večer, dragi otroci. Dobrodošli v čarobnem trenutku pred spanjem, kjer se resničnost prepleta s pravljico. Vsak večer, ko se zazrete v nebo in prisluhnete zvezdam, se odprejo vrata v čarobni svet. V svet, kjer se razvije čisto nova zgodba, zgodba polna čarobnih bitij, čudovitih dežel ter nepozabnih pustolovščin. Udobno se namestite, saj je čas za nepozabno potovanje med zvezde. Naredite globok vdih in počasen izdih. Smo pripravljeni? Danes boste prisluhnili pravljici z naslovom Hvaležna deklica. Nekega večera, ko je sonce nežno zahajalo in se je nebo obarvalo v tople odtenke rožnate in oranžne, je deklica po imenu Sonita sedela na robu svoje postelje. Njena soba je bila napolnjena s knjigami, risbami in majhnimi spomini na čudovite trenutke, ki jih je preživela v šoli. Njena najljubša oseba na svetu je bila njena učiteljica, ki je vedno vedela, kako navdihniti svoje učence. Vsak dan je učiteljica prinašala s seboj nekaj posebnega. Zgodbe, ki so otroke popeljale v čarobne svetove, in ideje, ki so jih spodbujale k ustvarjalnosti. Sonita je opazovala, kako je učiteljica znala narediti učenje zabavno in čarobno. Ko je dan minil in se je luna dvignila visoko na nebu, je Sonita zaprla oči in si zaželela, da bi lahko svoji učiteljici izrazila hvaležnost. V trenutku, ko je pomislila nanjo, se je zgodila čarovnija. Njena najljubša učiteljica se je pojavila pred njo, oblečena v čudovito belo obleko, ki je sijala kot luna. Draga Sonita, je rekla učiteljica s toplim nasmehom, vedela sem,
da me boš poklicala. Danes ti bom povedala zgodbo o srčnosti in modrosti. Sonita je odprla oči in sedla pokonci. Kako to, da si tu? Je vprašala presenečeno. Vsaka misel in čustva, ki jih imaš, ustvarjajo most med najinima srcema, je odgovorila učiteljica. Danes bova skupaj raziskovali čarobnost tvoje hvaležnosti. Pripravljena sem, je vzkliknila Sonita. Učiteljica jo je prijela za roko in skupaj sta odpotovali v čarobni svet. Okoli njiju so plavali sijoči oblaki, ki so se spreminjali v različne oblike. Poglej, Sonita, je rekla učiteljica, vsak oblak nosi misli in čustva. Kadarkoli čutiš hvaležnost, se ti srce napolni svetlobo. Sonita je pogledala okoli sebe in opazila, da so oblaki, ki so nosili hvaležnost, sijoči in svetli. Kako čudovito, je vzkliknila. Kako lahko tudi jaz prinesem to svetlobo v svoj svet? Učiteljica se je nasmehnila. Z deljenjem ljubezni in hvaležnosti. Kadarkoli nekomu poveš, kako ga ceniš, ustvarja svetlobo, ki se razširi kot sončni žarki. Prav to je moč hvaležnosti. Sonita je poslušala in njeno srce se je napolnilo s toplino. Želim si, da bi lahko to svetlobo delila s prijatelji in družino, je rekla. Vsaka dobra beseda, vsak objem ali nasmeh, ki ga deliš, je kot majhna kapljica svetlobe, ki osvetli srce drugih, je odgovorila učiteljica. Zdaj pa si zapomni eno pomembno stvar. Tvoja hvaležnost te bo vedno spremljala, tudi ko me ne boš videla. Hvaležnost je vedno s teboj. Ko sta se vračali nazaj,
je Sonita čutila mir in srečo. Hvala, draga učiteljica, je rekla. Hvala za vse, kar si me naučila. Vedno bom s teboj, Sonita, je odgovorila učiteljica. Le poglej v svoje srce in tam boš našla mojo svetlobo. Ko je Sonita odprla oči, je bila nazaj v svoji sobi. Sijaj lune je osvetljeval njene sanje in njeno srce je bilo polno hvaležnosti. Od tistega večera naprej je Sonita vsak večer pred spanjem pomislila na vse lepe trenutke, ki jih je preživela s svojo učiteljico, s svojimi starši, s svojimi prijatelji in si zaželela, da bi jih delila z drugimi. Dragi moji otroci, tudi vi začutite to hvaležnost. Tudi vi v svojih srcih nosite to hvaležnost. Hvaležnost je čarobno orodje, ki osvetli vsak trenutek. Kadarkoli se počutite žalostno ali osamljeno, se spomnite na to, da prav vi lahko prinesete svetlobo v svet. V vašem srcu je in vedno bo hvaležnost. Hvala, moji dragi, da ste z menoj. Zdaj pa je čas, da zaprete oči, pomislite na vse tiste lepe stvari, ki ste jih danes doživeli, se zahvalite zanje ter zaspite s temi lepimi občutki.